Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. To jutro nas je v zgodnjih jutranjih urah presenetila poledica na naših cestah in seveda ne nazadnje tudi na pločnikih, kar je zelo oteževalo promet tako avtomobilov kot seveda pešcev po mestu in pravzaprav po vsej Sloveniji. Zato sem danes pred mikrofon povabil zanimivega sogovornika. To je eden izmed zaslužnih občanov iz Kamnice, gospod Rudi Rojc, znan tudi kot kamniški Vlado, ki nam bo povedal nekaj več o tem, kako je bilo včasih. Torej, Rudi Rojc, kamniški Vlado, dober dan. Bog daj. Torej, kaj naj rečemo, poledica je bila danes jutraj in presenetila je marsikoga. No. Samo me kašlj, me matra. Ja, tako. vse to, ja. Vlaga je taka. Ja, se verjamem, gospod Rudi Rojc, kamniški Vlado. Torej, vi ste dejali, da to ni nobena poledica. No, gospod Rudi Rojc, kar imamo danes, ne? Vlaga je hudič, vam rečem, to če se tak navleče, te bolj spolsko. Ja, to je res. Ja vam samo tak rekel, Matija let razbija, če ga njega pa naredi. Aha, to so torej te stare ljudske modrosti, ja. Dajte povedati malo, kako je bilo včasih, no, gospod Rudi Rojc, kamniški Vlado. Leta 34, to, ko smo glih Avstro-Ugrsko pregnali, je bil let. To je bil februara taki let, ja, ker ga Matija naredil, da se je svetlo. Aha, torej v primerjavi s tem danes... Nič, ni to nič. Aha, no in kaj se je dogajalo, recimo, kako ste se včasih spoprijemali z poledico? Čude leta 34 februara, ko Matija je bil pa taki let v Kamnici, da... Pa gor proti Svetemu Urbanu se je vlekel direkt taki štrajfen plavi, ko sem spodaj gor pogledal, sem rekel Mariji, Bog da je večni mir. Dol z Urbana bo dan satan. Ja, zelo zanimivo, Rudi Rojc, kamniški Vlado. Torej, kaj se je zgodilo potem, ne? Dol z Urbana. Čujte, eni 12:30 je bila, te vem, da Janez zvonil gor v Turni, v Kamnici, se je začelo, dereje, paperje, ležalo vse posod. Resno? Enih, da vam rečem, 1500 kurči, ne 2 jurja, je bilo dol v centri Kamnice. To so, kak so kure vun stople, pa doti kmetija, tak so se vozile, pa doti v sranih ritih, direkt vse v center not. Resno, za hribo torej, ne? Vse to bilo, kak je vun stoplo, tak je bilo gotovo. Vam rečem, da Farovška Liza, ko je včasih še v stari avstro-ugrski Atletiko trenirala, pa bila še kuj, dobro, imela 90 let, je v 2,5 minutah z Urbana do centra Kamnice dol rabla. Prišla pa je sotana, kot da so Mađari dobili. Bolj pa šla v Prekmurje živeti, tako se je zasralo. Kmetijo pustila vse, krave so pa crkali. Ne morem verjeti, in te kokoši, pravite, so pač padle dol Kamnico, ne? Čujte, kure... No, gospod... Prehlad me doje. No, dobro. Ja, čujte, kure so se vozile, direkt vam rečem, po letancah dol, tako je bilo zmrženo vse skup. Na koncu pa padle, no, direkt v Kamnico, ko kamen, se zato se reče Kamnica. Včasih je bil to Gamlic, pol pa so po kurah so rekli Kamnica. Aha, zelo zanimivo, gospod Rudi Rojc, kamniški Vlado, torej... Pa furmani niso vedeli več, kaj bi naredili. En drugega so s tistimi ledratnimi pasi tepli, taka sila jim je bila. Torej, taki hudi let je bil, ne? Konji so se pod ceno skrivali, pa se dejali to še, pa sploh vun niso hoteli iti. Zajc naš, Robi, pa je šel. Robi? Čujte, imeli smo zajca, še župnik so ga hodili gledati. 25-26 let je bil dec star. Vedno bil navajen vsakega jutra priskakati gor, da mu je žena dala neke kolerabico koren, ali pa te stari kruh, Marija mu je dala, da je glodo. Jaz sem ga tisto jutro zadnji videl, ko je prišel ven iz štalinke, pa še enkrat skočil. Te pa ni bilo več kaj let vzel. Pa župnika preko snomeno. Ja? Župnik je živo, ne vem, blizu 200 let, tisti naš gore na Urbana maševal pa v Kamnici. Tisti dan edini dan imel talara, imel trenerko gor, tako je bilo nevarno. Trenerko, leta 34? Ja, ker je hodil v uni, pa v talaru se ni dalo. Ja, hvala lepa, gospod Rudi Rojc, kamniški Vlado. Mislim, da so že zdaj prišli po vas, ne? Ja, pubec je. Ja, hvala lepa, to je bila še ena resnica, dame in gospodje, do naslednjič. Da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.